Turnir Lige narodov v Stožicah piše neverjetne zgodbe. Rok Možič in Nik Mujanović bosta zdaj z nami delila nekaj iz ozadja teh zgodb. Še vedno smo navdušeni po zmagi Slovenije nad Brazilijo. Rok, ko smo se pogovarjali v začetku tedna, katera tekma bo najbolj nekako izstopala, ste vi izbrali prav Brazilce, ampak niste si najbrž predstavljali, da boste slavili s 3-0. Jaz sem pričakoval eno dolgo tekmo z veliko upora z njihove strani, ali pa bomo rekli, tako sem pričakoval, da bojo dobro servirali, ampak smo jih hitro ustavili. Dejansko na bloku sem najbolj vesel, da smo ustavili Darlana, mojega bivšega soigralca, in dejansko ugasnili neko njihovo energijo. Res je, da so igrali mogoče z neko drugačno postavo, ampak to je VNL, to so zanimive tekme, tada jaz sem vesel, da se je tako hitro končalo. Oba sta izjemna napadalca, oba dosegata te atraktivne točke. Kaj za napadalca pomeni, če ga tako zaustaviš, kot ste vi recimo na začetku Darlana, pa še koga drugega, ne? Pravzaprav oni napadalno niso imeli rešitev. Vedno, če te parkrat zblokirajo, greš vedno v nek lov, v vsakem primeru, kdorkoli si, po mojem, zdaj na par pik bo šel, ampak kar si je tudi nek trend za našo ekipo, je vprašanje, kdaj se priješ ven iz tega, kako se zelo hitro pobereš, če ti podajaš kakšne žoge. Recimo Darlan se mi zdi, da sem pričakoval, da se bo bolj pobral po onih asih, ki je imel veš tako na prvi set. Jaz blokirali smo ga, ampak je bil še kar v igri pa to, ampak smo ga naprej blokirali, pa obrambi bilo, kot je Možič rekel, in mu ni uspel, po mojem, nazaj priti. Zakaj se sploh pogovarjamo o Darlanu, ko se lahko Možiču, Mujanoviću in Šternu? Tokrat ste bili vi v bistvu Brazilci. Ja, to, kar so bili ponavadi Brazilci za nas, smo bili mi za njih. Jaz sem predvsem najbolj vesel, da so končno prišli v naše Stožice in smo jim pokazali, kakšna je to energija, ker vemo, da so oni znani kot zelo vroči navijači in smo igrali velikokrat pri njih in je bilo zelo težko. Danes pa so prišli na naš teritorij in sem zelo vesel, da je to, mislim, da druga zgodovinska zmaga proti Braziliji, predvsem pa tudi na takšen rezultat. Ja, 12 tekem doslej, to je šele druga zmaga in pravzaprav tako je bila zmaga leta 2024 v tistem olimpijskem letu s 3-2, tesna, na ribanje, tokrat popolnoma drugače. Koliko energije ste imeli, koliko so vam dale Stožice, koliko ste jo črpali od svojih igralcev? Definitivno, kot sem že rekel, igrati v Stožicah ful pomaga za energijo, za nek ritem, za nek zagon, tako da zaradi tega stopili smo v tekmo, se mi zdi, za ogromnim nekim z motivacijo, kot je možno rekel, da jih premagamo, ker itak pač so Brazilci, pa pač Stožice pomagajo k temu. Če kaj so nas mogoče celo malo oni dol vlekli, ker niso imeli neke energije. Vsaj to sem tako občutil, sem jaz imel. Brazilci so pokvarili tale praznik malce. Zdaj nov spektakel z Italijo pred vrati. Rok, vi vrsto let igrate v Italiji, v bistvu Verona, vaš drugi dom. Za Italijane pripravljate na čelu s selektorjem Solijem kaj posebnega? Ja, mislim, da jih zagotovo dobro poznamo, tako tudi oni nas, ampak predvsem bo pomembna naša igra. Videli smo, da je še kar nekaj nihanj, predvsem v tej neki spremljalski liniji, ampak to je več kot normalno. Dejansko jaz in Nik igrava prvič skupaj kot spremljalca letos z Janijem Kovačičem, ki je zelo izkušen, ampak vemo, da je na trenutke nam še niha ta igra in se mi zdi, da tu je največji napredek in vemo, da Italijani servirajo dobro, zelo agresivno in če bomo uspeli držati na tem nivoju, pa seveda tudi servis in pa blok obrambo, mislim, da lahko pričakujemo eno zelo dobro tekmo. Je pa res, da bojo oni zelo motivirani, da imajo trenutno samo eno zmago in pa imeli sprost dan, tako da brez skrbi, da danes bojo želeli premagati, sploh pa pred našo dvorano. Nik, toliko časa smo morali držati skrivnost, da greste v Modeno, da sem skoraj pozabila, da ste tudi vi zdaj v bistvu del italijanske odbojke na nek način. Ja, tudi jaz sem se kar trudil, da ne povem medijem. Pač prvi dan, ko sem podpisal, sem že 12 ljudem, ki sem jih poznal v Kamniku, rekel, z tega pač se nisem mogel zdržati, ampak je lepo, da lahko končno javno povem, res sem navdušen za to naslednjo sezono. Neka nova priložnost, ki zdaj še nisem imel na največjem odru odbojkarskem, kar obstaja, proti kakšnim slovenskim igralcem iz Verone mogoče, super bo. Pazi se blokaj. Ja. Samo diagonalno napadam. Rok, najprej za vas zelo kratko vprašanje. Proti Italiji da ali ne? Zdaj ste imeli tempo 2 tekem na turnir. Vprašajte trenerja. Nik, za vas pa vprašanje, omenil je prej Rok, da prvič sprejmata skupaj, ampak za tem povečanim številom menjav je pa Fabio Soli uporabljati začel Gregov Krogliča kot recimo v rotaciji za drugega libera, tudi takrat, ko potem pride na servis bloker, da ohranjate še enega libera v ozadju. To da nekaj stabilnosti, koliko je drugače, ko sta vidva ob Janiju ali pa ko recimo pride ali Tine ali pa Grega
poleg enega, je bolj umirjeno takrat, manj nervoze, se verjamem, da sta tudi sicer mirna, ampak verjetno je drugačna postavitev. Ne bom zdaj govoril slabo o Možiču, ampak za sebe zihar lahko rečem, pač, da je neka nestabilnost tam na sprejemu, nesigurnost v velikih momentih, ki pač bi mogel iti na žogo malo oklevan, pa pač polnako zaradi tega ali dobimo negativen sprejem ali pa celo as včasih. In dosti preprosta matematika je pol, če takoj, ko pride en tak sprejem, ki je stabilen noter, imaš kar naenkrat dve tretjine igrišča v redu, stabilno, tudi oni se izogibajo malo tega in pol, če ima pa samo eno coven zdaj, bojo pa malo v hitrosti dol vzeli, zelo pogosto. Tleka imamo pa še posebej, če tam ide skupaj, recimo rečejo, ok, pol terena in pač grejo na polno v uno smer, pa je velik šans, kjer se lahko narobe zgodi še posebej zato, ker nisva nikoli skupaj spremala, pa ne poznava točen, kdo ima kje zauzeti žoge. No. Slovenija nakazuje napadalni potencial, ki ga morda še ni imela v zgodovini, koliko višine, koliko moči, koliko energije. To je nekaj, po čemer Slovenija ni bila poznana. Je to ta nova generacija, nova Slovenija, Rok? Ja, vidimo, da se odbojka tudi skozi leta spreminja. Tako kot je včasih bilo veliko na moč, se je potem spremenila, da je Slovenija postala zelo pametna, se približala Japoncom, približala Francozom. Zdaj pa spet imamo tri dejansko, ene izmed najboljših napadalcev. Vidimo, kaj je danes delal Tonče, kaj lahko dela Mujo, kaj tudi jaz v napadu in to nam daje veliko več možnosti. Je pa res, tako sem povedal, najbolj pomembno je, da smo osredotočeni na sprejemu, ker če držimo v 3 metrih, imamo dva zelo dobra srednjaka in če napadamo preko sredine, pa še preko stranskih, nas je zelo težko ustaviti. Se pravi, zdaj Slovenija po novem in pametna in močna in to za Italijo pomeni kaj? Nevarnost. Točno tako, kar je rekel, nevarnost. Napoved rezultata? Jaz bi eno lepotičko 3-2 Slovenija, če že tak radi 3-2 zmagujemo. Jaz se bom vzdržal, vsakeč, ko rečem, da bo nek rezultat, se pol obratno zgodi, tako da no comment tukaj. Ni važno, koliko samo da Slovenija zmaga. Točno tako, može lepo povedal. Hvala lepa obema in seveda uspešno tekmo. Hvala, čau. Hvala.